Lepo pozdravljeni, se opravičujem za zamudo, ampak kot veste, živimo v dobi medijev. Mednarodni politični red se spreminja. Konec minulega stoletja je po padcu Berlinskega zidu kazalo, da se bo zahodna liberalna demokracija naglo razširila po vsem planetu. To tudi zaradi procesa globalizacije, ki je korenito načel suverenost posameznih držav. Ameriški politolog Francis Fukuyama je tedaj optimistično oznanjal konec zgodovine, češ da splošna uveljavitev liberalne demokracije pomeni vrh človekove družbeno-politične evolucije. Toda v zadnjih letih se na svetovnem političnem prizorišču prej kot globalizacijo v znamenju temeljnih zahodnih vrednot uveljavlja multipolarnost, saj prihajajo v ospredje nekateri globalni akterji, kot so Združene države Amerike, Evropska unija, ampak tudi Kitajska, Rusija, Indija, Japonska, Islam in tako dalje. In to tudi z razširjeno protizahodno ostjo. V dokajšnji meri se izrisuje podoba sveta, kakršno prikazuje teorija o trku civilizacije ameriškega politologa Samuela Huntingtona, Fukuyamovega učitelja in hkrati kritika. Zanimivo je, da Huntington omenja kot posebno občutljive tektonske razpoke v tem trku civilizacije, o kateri govori, ravno Ukrajino in Bližnji vzhod, kjer danes divjata vojni. O vsem tem in še o marsičem bo govoril naš današnji gost, dr. Božo Cerar, ki ga lepo pozdravljamo v naši sredi. Jaz mislim, da tudi z aplavzom. Naslov njegovega predavanja je, kot verjetno veste, o tem, kakšen bo prihodnji svetovni red, se odloča sedaj. Dr. Božo Cerar je študiral v Ljubljani in v Westminstru, v jugoslovansko diplomacijo je stopil leta 1974 in med drugim služboval v Avstraliji in Grčiji. V času slovenskega osamosvajanja je bil na pomladni strani, po osamosvojitvi pa je imel zelo odgovorne zadolžitve na zunanjem ministrstvu v Ljubljani in to v času različno usmerjenih vlad. Leta 1992 je odprl slovensko veleposlaništvo v Veliki Britaniji in je v Londonu služboval do leta 1996, nato je bil veleposlanik v Kanadi, na Poljskem. V letih 2007-2011 je bil stalni predstavnik Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju, nato pa v Washingtonu veleposlanik v Združenih državah Amerike in v Mehiki istočasno. Napisal je vrsto strokovnih del o mednarodnem pravu, diplomaciji in mednarodnih odnosih, a tudi nekaj spominskih in pa leposlovnih del za odrasle in otroke. Mednarodno dogajanje spremlja z razpravami, analizami in komentarji v tisku in tudi po spletu. Posebej pa zdaj naj omenim še to, da je današnji večer vključen v Vseslovenski socialni teden, ki ga med 16. in 25. novembrom z geslom Kje smo oziroma so voditelji, prireja Socialna akademija iz Ljubljane. Če je res, da živimo v času pomembnih odločitev, smo vsi poklicani nekje,
nekemu soodločanju, vsak po svojih zmožnostih in močeh v demokratičnem duhu, po možnosti. Seveda pa so k temu posebno poklicani voditelji. No, in s tem bi lahko začeli. Dr. Ceran, vam predajam besedo. Gospod predsednik, hvala lepa za vabilo. Preden bi začel s svojim nagovorom, mi dovolite... Bližje mikrofonu, prosim. Ja, mi dovolite, da vam nekako čestitam na teh vaših večerih, oziroma moram reči, da sem bil zelo pozitivno presenečen, ko sem pač pred časom izvedel za vaša zbiranja, za vrsto tem, ki jih načenjate na teh večerih. Moram reči, da tudi pri nas doma v Sloveniji to ni ravno veliko pogost pojav, ne? Tako da kapo dol, ne? Moram reči, da sem res vesel in upam, da boste z temi večeri nadaljevali. Kar se tiče moje današnje teme, naslov me je gospod predsednik omenil. Moram reči pa, da mi je malce spravil v neugoden položaj, ampak dejstvo je, da je pravzaprav ta glavne poante mi že vzel. V tem svojem kratkem uvodu je povedal tisto, za kar bom jaz rabil pol ure. Tako da res se mi zdi, da je tale tema kar ta pravšnja za tale čas. V svetu se marsikaj dogaja. In jaz bom začel s trditvijo, ki sicer ni moja, to so pogrunta drugi, jaz se pa z njo še kako strinjam. Namreč, da živimo prelomne trenutke. Angleško govoreči govorijo o inflection point, nemško govoreči pa o Zeitenwende. Inflection point bi lahko prevedli kot točko preloma, kot nekaj vrste obrat, dogodek, aktivnosti, ki prinašajo korenite spremembe geopolitičnega položaja v svetu oziroma dramatične posledice za mednarodno skupnost. Zeitenwende, epohalno tektonsko spremembo, je v Nemčiji s svojim revolucionarnim govorom, ki ga je imel v Bundestagu, nemškem parlamentu, orisal kancler Olaf Scholz 4 dni po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022. V njem se je dotaknil začetka procesa velikega kvalitativnega preobrata v nemški zunanji politiki. Nemčija se je odločila, da v napadeni Ukrajini priskočila na pomoč z orožjem, celo, kot vidimo, najsodobnejši tanki Leopard 2. Predtem se je zavzemala za politiko nedobave orožja s strani v vojaškem spopadu. Nemčija je letna proračunska sredstva v obrambne namene hitro začela povečevati, dosegla naj bi v kratkem 2% bruto družbenega proizvoda, kot zahteva dogovor v NATO. Z oblikovanjem posebnega sklada v višini 100 milijard evrov, 100 milijard evrov, poleg tistih 2% vsak let. 100 milijard evrov, s tem denarjem naj bi se posodobil Bundeswehr, nemška vojska, po letih ali pa desetletjih zaostajanja. Zato se je Nemčija celo odločila spremeniti svojo ustavo. Torej, gre vsekakor za največjo spremembo varnosti politiki Nemčije od oblikovanja Bundeswehra leta 1955. V sklopu tega geopolitičnega prebojenja naj bi se odpravila in se uspešno odpravlja, mimogrede, energetska odvisnost od Rusije, Nemčija naj bi prevzela večjo vlogo v Evropski uniji in postala svetovni igralec. Do zdaj, minula desetletja, zaradi pač veliko nemškega početja na drugo svetovno vojno je bila nekako bolj v ozadju. Zdaj pa naj bi Nemčija prevzela večjo vlogo v Evropski uniji in postala, kot se rekel,
svetovni igralec. Zaenkrat kaže, da bo Nemčija pri tem vztrajala, oziroma da gre res za zgodovinske spremembe, zahvaljujoč ruskemu predsedniku Putinu, njegovim revizionističnim in imperialističnim ambicijam. Konec je nemške politike, bom po nemško povedal, Wandel durch Handel, se pravi sprememb prek trgovine, torej stališče vrste nemških vlad, vključno z vlado Angele Merkel, da bo tesno gospodarsko, trgovinsko sodelovanje Nemčije, Zahoda, z Rusijo oziroma njuna medsebojna gospodarska odvisnost zmanjšala bojevitost Rusije in jo pripeljala bliže k Evropi oziroma k spoštovanju na liberalnih pravilih temelječega mednarodnega reda. Kot vemo, se je zgodilo prav nasprotno. Nemčija je postala izrazito odvisna od ruskih plina, nafte, od energentov in se s tem izpostavila k ruskemu izseljevanju. Da se vrnem na moj stavek na začetku, torej še enkrat, živimo, gre torej za čas, ko bodo odločitve, ki se sprejemajo danes, še kako vplivale na prihodnja desetletja. Danes se torej odloča o pravilih prihodnjega svetovnega reda, o prihodnji svetovni ureditvi. Svet se je v zadnjih 100 let trikrat soočal s podobnimi odločilnimi, prelomnimi trenutki, kot se soočamo danes. S tem mislim, da bo šlo za čase po prvi, drugi svetovni vojni ter hladni vojni. Voditelji zmagovite koalicije Antante, po koncu prve svetovne vojne, velike vojne, kot so jo imenovali, ki naj bi napravili konec vsem vojnam in ki je ob življenje spravila okoli 20 milijonov ljudi, torej voditelji te zmagovite koalicije, pri svojih odločitvah niso bili najbolj srečne roke. Zdaj, mogoče omenim pač, se večina to poznamo, Antanto so sestavljali Francija, Rusija, Združeno kraljestvo, kasneje ZDA in Italija, ki je pač prestopila iz tabora centralnih sil, se pravi Nemčije, Avstro-Ogrske, Osmanskega cesarstva, če navedem le te glavne akterje. In to so bili časi, ko je bilo svetovno dogajanje takrat osredotočeno na naš stari kontinent, na Evropo. Versajske mirovne pogodbe in Liga narodov kot prva globalna multilateralna organizacija, torej te mirovne pogodbe, ta Liga narodov miru kljub velikim pričakovanjem niso zagotovile. Spomnimo se, pojavil se je fašizem, Hitlerjev nacizem, ki sta pripeljala do druge svetovne vojne in še več, 70 milijonov mrtvih. Nikoli več, never again, je bilo vse posod slišati na polovici prejšnjega stoletja. S tem namenom so ZDA kot hegemon, liber hegemon, skupaj z zahodnimi zaveznicami, s tem mislim predvsem Francija in Združeno kraljestvo, spostavile in zajamčile liberalni mednarodni red z nizom pravil in institucij. Torej, ta red naj bi po porazu nacistične Nemčije in imperialistične Japonske svetu končno prinesel mir. Istočasno pa je šlo tudi za odgovor na model Sovjetske zveze. Zaveznice, kot vemo, v koaliciji zoper Hitlerja. Torej, model od države nadzorovanega gospodarstva, enostranskega sistema, brez svobode izražanja, ter z vplivnimi območji. Torej, za ta red vzpostavljen po drugi svetovni vojni, za njegovo ohranitev so ZDA, Združene države Amerike, po potrebi uporabile tudi silo. Govorimo o Pax Americana, ameriškem miru. Prej sem glede ZDA dejal, da gre za benignega, blagega
hegemona. Nasprotje bi predstavljal predatory hegemon oziroma plenilski, če povedem slovenščino, plenilski hegemon, ki agresivno zasleduje svoje lastne nacionalne interese in ne upošteva svojih obveznosti do mednarodne skupnosti. Ampak upam si trditi, da ta liberalni mednarodni red je seveda ustreza ameriškim interesom, vendar obenem tudi interesom mnogih drugih držav v svetu. In zdaj, da ga na kratko opišem, ta mednarodni liberalni red temelji na odprtih družbah, seveda prvenstveno liberalni demokraciji, multilateralizmu, politični samopredelitvi, samodoločenju narodov, prosti trgovini, tržnem gospodarstvu, kolektivni varnosti, OZN, miroljubnem reševanju sporov, spoštovanju zemeljske celovitosti držav, človekovih pravic, vladavine prava. S tem namenom so bili leta 1945 ustanovljeni Združeni narodi, Organizacija Združenih narodov, pa niz drugih institucij, Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, nekoliko kasneje še 49 leta NATO, potem Evropska unija in druge institucije. Torej, demokratične pridobitve, preomenjene, se ne bi uveljavljale tudi v mednarodnem prostoru, v odnosih med državami, med narodi. Mogoče boste da slišali, da se uporablja tudi izraz na pravilih temelječ mednarodni red, vendar tukaj bi opozoril, da je vendarle ena določena razlika. Liberalni mednarodni red je res, da na pravilih temelječi red, ampak na pravilih temelječi red je lahko tudi iliberalna, so pravila lahko tudi neliberalna. Tako da pravzaprav ta dva izraza čist enačiti ne gre. Zdaj, če nadaljujem s tem našim izletom v preteklost, po drugi svetovni vojni, po koncu, je nastopila hladna vojna. Šlo je za spor med Sovjetsko zvezo in Združenimi državami ter njunimi zaveznicami. Trajala je vse do padca Berlinskega zidu na prelomu 80-90 let prejšnjega stoletja. Supersili sta imeli bistveno drugačna politično-ekonomska sistema, nasprotujoči si ideologiji, različne globalne interese in ambicije. Konec hladne vojne sta 3. decembra 1989 razglasila generalni sekretar Sovjetske komunistične partije Mihail Gorbačov in ameriški predsednik George H.W. Bush. V času hladne vojne sicer ni prišlo do neposrednega vojaškega spopada med velesilama in njunima blokoma, vojaško-političnima blokoma, sprav ni prišlo do vroče vojne. Res pa, da leta 1948 z berlinsko krizo, potem leta 1962 v času kubanske krize, ni mnogo manjkalo. Prišlo ni niti do prekinitve diplomatskih odnosov med velesilama, bil pa je to čas gospodarskih pritiskov, propagandnih spopadov, subverzij, vojn preko nadomestkov in dolgotrajne oboroževalne tekme. Hladno vojno so, kot vemo, dobili ZDA, njen konec se upada s propadom Sovjetske zveze, s propadom komunizma, z združitvijo Nemčije. In če smo v času hladne vojne in dveh vojaških blokov NATO in Varšavskega pakta govorili o bipolarnem svetu, je po njenem koncu nastopilo obdobje ene in edine velesile ZDA, Združenih držav Amerike. Zdaj, glede razporeditve moči med državami v mednarodnem sistemu gre lahko za 1, 2, 3 ali več polarnost, unipolarity, bipolarity, tripolarity, multipolarity. V času hladne vojne se je šlo za 2, po njej, ko so absolutno prevladovale ZDA, pa za enopolarnost, enopolnost, nekaj prav po slovensko. Prevladujoči vpliv ZDA na gospodarskem, vojaškem, kulturnem itd. Področju je bil nesporen kakšnih 25 let.
V tem obdobju Charles Krauthammer, to je bil ameriški publicist, ga je označil kot unipolar moment, enopolarni trenutek. Torej, v tem obdobju na prelomu 20. in 21. stoletja je po mnenju nekaterih zavladal nov svetovni red, pax universalis, svetovnega miru. Oboževalna tekma se je umirila, na mejah se niso več kopičile čete, med velikimi silami je zavladal mir, mednarodna trgovina je postala bolj ali manj svobodna, globalna, globalizacija je bila že omenjena nocoj. Tržno gospodarstvo prevladujoče, močno se je povečal svetovni bruto družbeni proizvod in razširila se je demokracija. Tekmovanje je zamenjalo sodelovanje. Prišlo je, kot rečeno, do vnovične združitve Nemčije, EU je polno zaživela, se je razširila, malo kasneje se je razširil tudi NATO. V bistvu je seveda še vedno šlo za pax americano, in liberalni demokratični red, čeprav so rekel, so ga pač nekateri pomenovali pax universalis. In ta liberalni mednarodni red je po propadu Sovjetske zveze vključil še več držav srednje, vzhodne Evrope. To je bil čas šibke Rusije, njene pripravljenosti sodelovati z Zahodom, rast Kitajske se je zdela miroljubna, zdelo se je, da nevarnosti tretje svetovne vojne ni bilo več. Skratka, zdelo se je, da pač človeštvo konec koncev živi več ali manj srečno, zadovoljno. Se nočem reči seveda, da ni bilo to tistega obdobja kakšnih oboroženih spopadov, celo vojn, bile so, konec koncev bile so na območju bivše Jugoslavije, če se spomnite. Vendar, kar se svetovnega miru tiče, pa teh pravih groženj ni bilo mogoče, par teh, imenovali smo jih malopridne države, to so bili še teroristi, tihotapci, organiziran kriminal, ampak kot rečeno, šlo je za nevarnosti, s katerimi se da živeti, oziroma ki se jih da nekako nadzirati, upravljati. In to je bil čas, od katerega smo imeli koristi tudi mi, Slovenci. V naših prizadevanjih za lastno državo nam je šel ta liberalni mednarodni red s svojimi vrednotami, omenil sem samoodločbo, na roko. Mi smo to nekako izkoristili. In to je bil tudi čas našega vključevanja v EU, v NATO, rekel bi, vrnitev nas Slovencev v zahodni svet, v katerem smo z nekaj desetletij, mislim Jugoslavija, mečemo vedno vse svoje zgodovini pripadali. In tukaj se vrnem, oziroma tukaj se vrnem dodatno gospoda Fukuyame, ki ste ga omenil. To je ta ameriški politični znanstvenik, je, kot ste slišali, menil, da smo prišli do konca zgodovine. Ni zadnjih nekaj 100 let sem vam prej na kratko omenil. Naši ljudje, mi Slovenci, smo bili v tistem času marsikdaj v središču dogajanja te zgodovine. Spomnimo se, če omenim tlele, Soške fronte, v prvi svetovni vojni, pa dogajanje v drugi, pa železne zavese, od Ščečine do Trsta v času hladne vojne. Nekateri starejši ste, oziroma smo, del tega doživeli osebno. Da gre za konec človeške zgodovine, je Fukuyama najprej ugotavljal v istoimenskem članku v ameriški reviji National Interest leta 1989 in potem 3 leta kasneje še v svoji knjigi. Menil je, da zahodna liberalna demokracija pomeni vrhunec političnega razvoja človeštva. Da je bil na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja ne le konec hladne vojne, a določenega obdobja povojne zgodovine,
temveč tudi konec zgodovine kot take. Prišli bi do končne točke ideološke evolucije človeštva in univerzalizacije zahodne liberalne demokracije kot končne oblike človeške vladavine. Torej, ta liberalna demokracija naj bi premagala tako fašizem kot komunizem, ki sta temeljila na avtoritarnem upravljanju. Skratka, ko se neko zdelo se je, evo, prišli smo do konca, tako bomo naprej večno nekje živeli. Ne. Izprva se je dejansko zdelo, da večina držav v svetu, tudi velikih sil, nekako soglaša s takšnim svetom. To Pax Universalis ali pa Pax Americana, kot sem ga rekel. Ne. Zdaj, za nazaj se sicer postavlja vprašanje, ali bi bile ZDA kot zmagovalke hladne vojne lahko nekoliko bolj velikodušne, nekoliko bolj taktične do poražene sovjetske, ruske strani. Ne? Ali morda niso storile podobno napako kot antantne sile, ne? V prvi svetovni vojni, ko so z versajskimi pogodbami stisnile ob zid kot Nemčijo. Ne? Ali bi lahko storili več, da se Rusijo v polni meri pritegne obstoječi liberalni mednarodni red in njegove institucije. Mogoče se bodo nekateri spomnili, da je bilo zelo govora, ali bi Rusija postala mogoče članica NATO. Ne? In podobno se zastavlja vprašanje danes, ne? Ali bi lahko ZDA in Zahod storil več, bolje, da postane liberalna demokracija vabljivejša z države tretjega sveta, ne, torej države v razvoju, oziroma danes pač jih imenujemo kot globalni jug, global south. Ne. Rekel sem, če je sprva kazalo, da bo vse nekako to trajalo, pa se je po kakšnih 25 letih, ne, začel ta liberalni mednarodni red krhati, postal je krhek, majav, ranljiv. Začeli so ga ogrožati neliberalni, nacionalistični in avtoritarni nasprotniki. Pri velikih silah je bilo opaziti revizionistične tendence oziroma upoštevanje lastnih interesov in ciljev. In tukaj gre seveda predvsem, ampak ne zgolj, ne, za revanšistično Rusijo in spenjajočo Kitajsko in njima podobnih sorodnih, ki si prizadevata, da bi bil mednarodni red bolj v skladu z njima avtoritarnima modeloma, če se ga že ne odpravi v celoten. Vsi bi rekli, ok, dajmo ga zakta, ne. Kitajci mogoče, ok, če že ne gre takoj, pa v celoti, pa ne bo vsaj bolj po našem okusu. To je bilo na eni strani. Na drugi strani pa ne smemo pozabiti tudi na ravnanje samih ZDA in nekaterih drugih demokratičnih držav, ki s svojim delovanjem, ravnanjem k trdosti tega obstoječega reda ni koristno. Misli se recimo na njihovo lastno, ZDA in tako naprej, ne polno spoštovanje obstoječih pravil, zapiranja vase ali brezbližnost ob eklatantnem spodkopavanju sistema strani tretjih. Če začnem, omenim predvsem Američane, ne? Najprej bil to čas Georgea Busha, sina, mlajšega, ne? Spomnimo se njegove invazije na Irak leta 2003, ne? Šlo je za veliko invazijo, napad brez mandata, brez odobritve varnostnega sveta OZN. Varnostni svet takšne, kakšne so pravzaprav Američani, ne, postavili, pa potem nekako tega niso spoštovali. Ne. Potem je tukaj bil Barack Obama, v tistem času sem bil v Washingtonu, in se prav spomnim, ko je Barack Obama rekel, če bo Sirija uporabila kemično orožje zoper lastno prebivalstvo, skratka ne bo spoštovala mednarodne pogodbe o neuporabi, o prepovedi kemičnega orožja, zopet pač ena
od teh temeljnih načel tega sistema, o katerem sem zdaj nocoj govoril, bomo mi intervenirali. Bašar Asad je orožje uporabil, Obama ni naredil pa nič. Ne. Skratka, ko so drugi nekako videli, da Američani nekako govorijo, grozijo, ne pa do konca, so najbrž dobili malo vetra v jadra, še do drugih, ne pa samo Sirijci, ki so pač to rdečo črto, ki je Obama začel to nekaznovano prešli in potem nadaljevali z tem svojim masakrom svojega lastnega prebivalstva, ki je pač v času arabske pomladi skušal pač zaživeti malo bolj demokratično v svoji državi. In potem, da omenim še predsednika ZDA Trumpa, tudi takrat sem bil v ZDA in nekako v živo spremljal to njegovo početje doma, se prej kot bi rekel zgled demokracije, in pa njegove transakcijske zunanje politike, namesto multilateralnega odločenja, da pa bo skupaj, svetovna skupnost se bo nekje dogovorili, je pač veliko enostranske poteze, ki so pač bile v korist zgolj ZDA, dajo politično potuho avtokratom, od Putina naprej in potem Saudska Arabija in še lahko naštevam. Do tega, da ni upošteval obveznosti ZDA kot predsednika benignega hegemona do mednarodne skupnosti, da je nekako skušal graditi Ameriko kot trdnjavo, drugoga pač nekaj dosti zanima. Skratka, to v korist obstoječega sistema vsekako ni bilo. In kaj je bilo še najhujše, ravnanje strani tistega, ki ga je vzpostavil, ZDA. Tudi v Evropi bi se dal marsikaj omeniti, prej sem omenil Angela Merkel, pa nemške kanclerje, nemške vlade, in njihovo politiko Vane Durhanes, pravi, da se pač s trgovino da nekako Rusijo pridobiti na spoštovanje pravil iger, ampak ko je Rusija ta pravila začela na veliko kršiti, mislim pač leta 2008 na vojno v Gruziji, pa 2014, ko je pač Rusija si prisvojila, anektirala polotok Krim, so lepo bili tiho, so molčali oziroma so gledali pač, da še naprej dobijo poceni energijo iz Nemčije, vse ostalo pa kljub velikim besedam o demokraciji, človekovih pravicah, pa kot kaže, kar naenkrat ni bilo več tako pomembno. Jaz sem izvolil Nemčijo, ampak nekaj podobnega bi lahko rekel, tudi so malce kakšno drugo evropsko državo, članico EU, odvisno od ruskih energentov, pa od kitajskega trga in tako naprej. Skratka, da skrajšam to svojo pripoved, kar se tiče krhanja liberalnega mednarodnega reda, hotel sem vam prikazati, da je bil ogrožen od zunaj in od znotraj. Zdaj, z upadanjem relativne moči ZDA so še zmeraj, da se razumemo, prva sila na svetu, ampak so začele druge države dohitivati. Torej, z upadanjem relativne moči ZDA in s tem, da se je začela ukvarjati predvsem sama sabo, včasih so za Ameriko rekli, da pa sami Američani sebe, mi smo mesto, svetlo mesto na griču, mi smo vzor celotnemu svetu. 6. januar, pred parimi leti, ko je pač množica jurišala na kongres in pač nekako zanikala veljavnost volitev, to najbrž res ni bilo v prid kakšni veliki demokraciji. Ena od lastnosti demokracije je tisti, ki zmaga pač na volitev, potem tisti, ki izgubi na volitev, na miren način prepusti oblast zmagovalcu.
Torej, z vsem tem je pač ta vloga ZDA, da igra, bi človek rekel, neke vrste, grobo se sliši, so nekateri rekli, globalnega policaja, bi rekel, na lepši način, ne. To svojo tradicionalno vlogo benignega hegemona, ki pač skrbi, da se ta mir, ta sistem ohranja, če je treba, da udarja po mizi. Vsega tega, kar naenkrat je bilo veliko manj, ne. Tako da je nemalo ljudi v svetu, ki menijo, da je ta liberalni svetovni red doživel močno erozijo, ne, da ga je začel zmanjkovati. Po mnenju nekaterih pa tega sistema, tega reda praktično ni več. Del ostali so še neki instituciji, tam imamo še en OZN, pa Varnostni svet, ki je zelo, bi rekel, nemočen, oziroma se ga nikjer ne vidi, ne. Ostale še nekaj pravil, ostale še nekaj načel, ampak tistega reda, tistega sistema, osnovanega po drugi svetovni vojni, pa izgleda, da ni več, oziroma da se poslavlja, ne. Zdaj, pravijo, kdaj se to dokončno nekako pokazalo, ne. Z rusko intervencijo v Siriji, ne, ko so podprli mogoca po tej lastni množica, ko je šlo za demokratična prebujanja. Menil sem pač rusko aneksijo Krima, ne, ko se pač predsednik Putin požvižgal na avtonomno listino OZN, eno temeljnih, če bi rekel, tega obstoječega sistema, ki pravi, da se sila ne sme uporabljati v mednarodnih odnosih, razen če tem sklene Varnostni svet, ali pa če se braniš pred napadom drugega, da se spori rešujejo na miren način in tako naprej. Torej s tem ruskim početjem Kitajske, ki se je požvižgala na sodbo arbitraže, ko je šlo za pritožbo Filipinov na početje Kitajske v Južno-Kitajskem pa Vzhodno-Kitajskem morju, ko si je začela prisvajati ekonomsko cono in celo teritorialno more drugih držav. Skratka, kar naenkrat tista pravila mednarodnega pomorskega prava, ne, ki je bilo sprejeto nekaj desetletij pred tem v okviru OZN, za Kitajsko ne bi veljalo več, ne. In pa, da se vrnem še enkrat, ta red naj bi bil pripeljan h koncu, pa močno načet z izvolitvijo preomenjenega predsednika ZDA Trumpa in njegovega početja. Dvom o tem, ali se zgodovina vendarle ne vrača, ne, da pač Fukuyama nima prav, ne, da vendarle zgodovina se vrača, se nadaljuje, ne. Torej, kar se tega tiče, je dvome presekal leta 2007 s svojim govorom na münchenski varnostni konferenci. V Münchenu se vsak februar zberejo in državniki celega sveta in potem tam razpravljajo o najbolj perečih vprašanjih svetovne varnosti. Torej 2007 je tam bil tudi Putin in Putin je tam imel ta svoj znameniti govor, s katerim je, bi rekel, napravil konec koncu zgodovine, ne. O tem, kar je pač zastopal Fukuyama. Namreč Putin je ostro napadal obstoječi mednarodni sistem in vlogo ZDA in s tem govorom dal slutiti, da se obeta mnogo bolj agresivno delovanje Rusije kot do zdaj, ne. Znana je bila njegova izjava, da je bil propad Sovjetske zveze največja geopolitična katastrofa 20. stoletja. Bilo je očitno, ne, da bo skušal popraviti in da samo išče ugoden trenutek, ne. Torej, s svojim nasprotovanjem tej mednarodni ureditvi po drugi svetovni vojni, s svojim nasprotovanjem demokraciji, z nespoštovanjem mednarodnega prava, prej sem omenil eklatantno kršitev ustanovne listine OZN in poudarjen nacionalizmom, ruskim nacionalizmom in tako naprej, predstavlja nedvomno grožnjo mednarodni stabilnosti.
ameriški politični znanstvenik Samuel Huntington, kot je že gospod Brecla omenil, je celo napovedal spopad civilizacij. Nabil se en članek pod tem naslovom Spopad civilizacij, leta 1993, veliko znani ameriški reviji Foreign Affairs. Ta njegov članek je bil preveden v 26 jezikov in potem tudi razširjen v knjižni uspešnici pod istim naslovom. Namreč, kot smo slišali, je menil, da starih ideoloških delitev hladne vojne, prej sem govoril, ne bo nadomestila kakšna univerzalna harmonija, pax universalis, ampak da bo do spopadov v 21. stoletju, zdaj, prihajalo zaradi starih rivalstv med različnimi kulturami. S premiki svetovne moči, prej sem rekel, da je pač relativna moč ZDA se nekako zmanjšala, in da je ta moč v svetu čedalje bolj razprašena. Zdaj, resnično ljubo imam moment, da po mnenju Kitajske in Rusije, s tem, ko je ta moč že razprašena, ne samo Rusija, pa Kitajska, tudi kakšna država, v globalnem jugu, ki se ga preomenil, države v razvoju, če hočete, da je ta razporeditev moči zdaj bolj pravična. Zdaj, vsekakor je v večjih rokah kadarkoli v zgodovini, svet postaja več polaren, pomeni, da pač več kot dve državi imata približno enak gospodarski, vojaški in tako naprej vpliv. Ampak s tem večpolarnim svetom, kaj se dogaja, vrača se ostra in vsestranska tekma velesil, ne samo ekonomska tekma, tehnološka, da bomo boljš razvito gospodarstvo, da bo bolj v tehnologiji napredno, tudi vojaška tekma in sistemska tekma, Pojavljajo se novi tekmujoči modeli in kandidati za hegemona, globalnega, da so tukaj učili, bi rekel, združih držav, ali pa regionalnega, Bližnjega vzhoda, Iran, Turčija in tako naprej. In svet je postal nestabilen. Postaja, če da je bil nestabilen. Zdaj ne bom rekel, da se je to prvič v zgodovini zgodilo, ta tekma med velesiljem. To smo videli že tudi v preteklosti, pred prvo svetovno vojno recimo. Zdaj, kaj je pa novega? Novega je pa to, da današnji akteri, današnje velesile imajo na razpolago jedrsko orožje. Zdaj smo videli zadnje čase, to umetno inteligenco. Voditelji nekaterih jedrskih držav, omenjeni Putina, ali pa severnokorejskega predsednika, oni odkrito govorijo, mi pa bomo uporabili to orožje, če ne bo veliko po naši. Celo par tednov nazaj je eden od ministrov v izraelski vladi grozil, da bo pač enostavno Izrael počistil zadevo v Gazi s tem, da bo uporabil jedrsko orožje. Skratka, ni več dvoma, da smo priče določeni eroziji, odvračanja, deterrence. V tistih časih 25 let nespornega ameriškega primata, ta deterrence, odvračanje, Amerika je bila tako močna, da se pravzaprav nišče ni upal kaj dosti oglasiti, ker je pač vedel, če ga bo kaj po domačem lomu, da se mu zna to zelo zafržmagati, zaprošal, da če sem problemsko govoril, da bodo pač posledice hude. Zdaj pa vsega tega, te bojazni, kar naenkrat ni več. Oziroma, če povem drugače, kar naenkrat je prišlo do odmika od tistih preomenjenih liberalnih vrednot. Torej, da v mednarodni skupnosti nekatere, predvsem avtokratske države,
dejansko skušajo kot alternativo liberalnemu redu uveljaviti neki nov red, ne liberalni red, ali celo zakon džungle, en sistem, kjer ne velja ben pravila, razen pravila močnejšega. Tisti, ki je pač močnejši, tisti ima prav. Ne. Zdaj, v takšni skupnosti si velike, močne države z rastočim ekstremnim nacionalizmom, nekatere oborožene z jedrskim orožjem, prilaščajo tuje ozemlje, vsiljujejo svojo voljo, svojo vladavino, avtokracijo, drugim šibkejšim si prizadevajo za vplivna območja, povzroča kaos. Torej, to vsekakor ni svet, ki bi temeljil na načelih ustanovne listine OZN, na univerzalni deklaraciji človekovih pravic, ki je bila sprejeta leta 1948 v okviru OZN. Ni v skladu z vrsto mednarodnih pogodb, ki so bile sprejete od 1945. leta nasev. In upam si reči, da je to svet, za katerega si prizadeva razdiralna Rusija. In pogosto se zdi, da tudi nekaj podobnega velja tudi za Kitajsko, še koga. Pri tem nespoštovanju načela svoje enakosti oziroma neodvisnosti, nevmešavanja, seveda, ko gre za njih, seveda, ben nima pravice se vmešati v kakšne ruske, kitajske zadeve. Ne. Tukaj so da se spoštuje pač privilegije, ampak ne, same pa se ne čudijo zavezane in pač formalno prisegajo na te vrednote. Ali pa pri reševanju sporov ne na miren način, ne, ampak silo, ne, jim koristi, da ponovim še enkrat, dejstvo, da ZDA, nekatere zahodne države, ki so bile med najpomembnejši branitelji obstoječega reda, kot že rečeno, niso bile vedno dosledne pri spoštovanju obstoječih pravil. Ko je pač to koristilo pač ameriškim interesom, to so nekako sedele pač Francoze, da tako rečem. Ne. In seveda temu obstoječemu redu ne gre opet tudi to, da so se ZDA, pa kakšna druga država tudi, ne, Brazilija, ne, pred parmi leti, ne, pa še bi lahko, konec koncev tudi Turčija, no, da se spoprijema z notranjimi težavami, ne, da tudi demokracija pa njih ni več tista, ki je nekoč bila. Ne. Zdaj, na roke gre tudi dejstvo, to moramo priznati, da so nedemokratične države, njihovo število se veča. Ne. Da so včasih celo nekatere med njimi gospodarsko uspešne. Vse to pač govori v prilog tega, da mogoče liberalni mednarodni red vendar ni tako zveličaven. Ne. Torej, zastavlja se vprašanje, ali bosta liberalna demokracija in zahodna tržna ekonomija res ostali prevladujoči politični svetovni red. Zdaj, ob hudih nemirih proti koncu leta 2022, če se spomnite, na Kitajskem, ko so pač nekako po domačem način zafurali zadevo s covidom, ne, ko so nekako preveč pritisnili na svoje lastne ljudi, ne, in so se uprli. Ne. Potem v Iranu, ne, mislim, pač tako na upor bi človek rekel, no, zadnje smo videli, pač, ko je šlo pač za kratenje teh ženskih pravic. Ne. Torej, ko smo imeli nemirja na Kitajskem pa v Iranu, ko se je pač iz Rusije pred pa po invaziji na Ukrajino izselilo eno lepo število ljudi, ne, milijon ljudi je šlo praktično oko enega leta iz Rusije. Ne. Nekateri res, da bi se umaknili pred poklicom v vojsko, ne, ampak ogromno, predvsem intelektualcev je šlo v tujine se preprosto zato, ker se niso mogli več strinjati, niso mogli več prenašati tega sistema, te policijske zadeve, ki je pač uveljavljal Putin. Ne. Če ni bilo po njegovem, je pač ukinil časopis, ukinil pač TV postajo, ne. Če kakšen še preveč zganil halo, ne, kaj s tem, ne. Vemo, kaj se je zgodilo z novinarko Politikovskajo, ne, pa s kakšnim Nemcovom in tako naprej. Nekateri so šli v tujino, tam so jih pa zastrupili pod mačeče, ne. Skratka, ne, ko je pač svet nekako bil priča vsemu temu dogajanju v teh avtokratnih državah, ne,
je bilo teh, bi rekel, spraševal malce manj, ampak opa se trdi, da pač nasprotniki liberalnega svetovnega reda ne mirujejo. Če pogledamo te zadnje, bi rekel, to zadnje dogajanje, ki kaže na to globalno geopolitično transformacijo sveta, zdaj pravega imena za to še zmeraj ni, oziroma jaz sem bil kot za to, da dejansko smo že tukaj, da gre za poskus te transformacije, da pač do nje pride. Torej, to zadnje dogajanje, ki sem pa je rekel, so se začeli z rusko agresijo na Ukrajino, potem z agresivnim obnašanjem Kitajske v vzhodnem in južno-kitajskem morju. To se zdaj nadaljuje. Enostavno, vse več je držav, ki se danes čutijo pogumljene, da svoje interese enostavno uveljavljajo silo. Se požvižgajo na dialog, na diplomacijo, na mehanizme mirnega reševanja sporov. Tukaj je recimo kitajska zaostritev glede Tajvana, tole etnično čiščenje pred parmi tedni, meseci Azerbajdžana v Nagornem Karabahu, ko so počistili za stoletno armensko manjšino. Potem je tukaj x spopadov v Afriki in ne nazadnje seveda je tukaj tudi ta trenutna vojna med Hamasom in Izraelom. Ne gre pozabiti tudi na kraje bliže nas, mislim na Kosovo in Bosno. Tam nekateri norijo po glavi iste misli, misle, da bi se dali z enim rukarjem, z silo, doseči svoje, da samo treba izbrati prav trenutek. Zdaj, Rusija je izkoristila preomenjeno relativno zmanjšanje moči ZDA, njen kaotični umik iz Afganistana, že preomenjene notranje težave, potem z te večletne tendence ZDA, da nekako se umakne iz Evrope, da se umakne iz Bližnjega vzhoda, se koncentrira na azijsko-pacifiško območje in na Kitajsko, ki je vidi kot edino pravo tekmico. In potem so pač Rusi ugotovili, da je pač ob neenotni EU, pravi trenutek za invazijo na Ukrajino, njeno potrditev, pa celo izbrisali. Na drugi strani je Kitajska enako prepričana, da močni vpliv ZDA slabita, da prihaja njen trenutek, kitajski trenutek, da bo Tajvan priključil, če treba. Tudi silo. Prej sem omenil Azerbajdžan, Iran je vsem tem, prej omenjen, videl krasno priložnost, da v pogumi izkoristi svojega varovanca Hamas v Gazi, izkoristi pač ta res beden položaj palestinskega življenja na okupiranih območjih, da torej Hamas z najbolj grobo silo pokolom židovskega prebivalstva da vedeti Izraelu in njegovim zvezdnikom ZDA, da se bodo karte na Bližnjem vzhodu zdaj počasi premešale, da bo pač Iran tisti, teokratski režim v Iranu, ki postaja vse močnejši, tudi s tem, da si pridobijo atomsko orožje. Jaz trdim, da pač Iran lahko pridobi jedrsko orožje, kadar če, da je pač tega bogatenega urana že toliko, da zdaj samo njegova odločitev odvisno, ali se bo preračunal, ali se bo izplačal jedrsko bombo izdelati zdaj ali znova počakati, da mogoče bo še trenutek še ugodnejši, kot pa mogoče je že s tem, ko je pač Izrael zdaj v enih težavah, pa Američani tamle s Ukrajino nekako, in pomočjo Ukrajine načeti. Skratka, Iran je nekako ugotovil, da je mogoče zdaj pa ta prav trenutek, da pač prisloni svoj lonček, v tem svojem fanatičnem nasprotovanju Zahodu, liberalnemu, demokratičnemu redu. Mogoče se zdaj slišati, da pač govorimo o osi obrambe, axis resistance, Iran, Hamas, Sirija, Hezbollah,
v Libanonu, ne, Huti v Jemnu in tako naprej, ne, to pač ima nekako pod svojo komando, ne. In zdaj je ugotovil, ne, da je mogoče to tudi krasen trenutek, da zabije en klen, predvidevuje, kako se bo ZDA vsaj v začetku postavili na stran Izraela, ne, da zabije klen med Zahodom in pa tem globalnim jugom, ne, ki ima pač to Zahod včasih malo želodcev, ne. Skratka, trdim, da smo zdajle iz tiste ene polarnosti v smeri gibanja v tri, več polarnosti in tako naprej. Nekateri se menijo, ne, na boljih tri ali pa več, bomo se vrnili na dvo, ne, na bipolarnost, ne. Kitajska, Rusija in partneri, kot so Iran, Severna Koreja na eni in ZDA, Japonska, Južna Koreja, Evropa na drugi strani, se pravi, da bomo imeli ta globalni vzhod, po že prej omenjenih še Belorusija, Severna Koreja, Sirija, Eritreja, Venezuela, Kuba, proti globalnemu zahodu. In oba tabora, ne, naj bi si pač prizadevala k sebi pridobiti srednje sile, predvsem na tem globalnem jugu, če ne drugega zaradi naravnih bogastv, s katerimi nekateri od teh držav razpolagajo. In nekateri v tem vidijo že zametke, pa celo, da smo že sredi nove hladne vojne, ne. Jaz si osebno mislim, da še nismo toliko daleč, ne, da ta bipolarnost še ni tako, bi rekel, izrazita, čeprav vidimo pa, da se nekje oblikuje. Zdaj, po mnenju nekaterih pa ni govora ne o dvo ali tripolarnosti, ampak da bomo opravka s takšno razpršitvijo moči v svetu, da lahko govorimo o nepolarnem svetu, non-polar world, ne. Jaz bi rekel, lahko pa dodamo, da imamo zdajle opravka z enim takšnim prehodnim obdobjem, ne, ko imamo pravzaprav prisotne elemente tako enega, drugega kot tretjega, ne, da imamo opravka z elementi vseh omenjenih sistemov, ne. Zdaj vprašanje pa je, ne, ali je tak svet, v katerem je vpliv Zahoda manjši, ne, kjer se je ta unipolar moment končal, ne, ker torej ni več toliko prisoten ta ameriški hegemon, ne, ki je do zdaj zagotavljal globalni red in stabilnost, ali je ta svet tudi nujno varnejši, ne. Stvar debate, ne, o tem boste slišali različna mnenja, ne, prej ti udobni akteri, ki prihajajo zdaj v prvi plan, ne, Kitajska, Iran, ne. Oni pravijo, in ki skušajo uveljaviti avtokracijo na račun demokracije, na račun človekovih pravic in tako naprej, oni pravijo, da je ta svet pravičnejši, ne. Zdaj, a je pravičnejši, ne vem, varnejši, bojim se, da varnejši najbrž ni. Imam občutek, ne več kot občutek, ne, da gre za svet, kjer ni pravil. Če pa se žal, sem ga že enkrat danes dvakrat omenil, je to pravilo močnejšega, ne. Po angleško se lepo reče to might is right, ne. Tisti, ki je močan, tisti ima prav, tako mora, tako bo, ne. Vendar jaz mislim, da na takšen svet, na agresijo rusko, na terorizem, pa ne si bo to Hamasov ali pa koga drugega, ne, da se treba na to odzvati, da ne smemo biti pasivni, da ne smemo na to pristati, ne, ker s tem pač ti pojavi dobijo samo še večji zagon, ne. Glejte, lansko leto 2022, ne, je bilo od genocida v Ruandi, ne, to je bilo leta 1994. Lansko leto je bilo najbolj smrtonosno leto na svetu, ne. Vojna v Ukrajini, razne vojne v Afriki na čelu z Etiopijo, je vzelo 238.000 življenj. Samo v zadnjih 2 letih, 14 mesecev,
smo priča presenetljivemu številu novih, obnovljenih ali eskaliranih oboroženih konfliktov. Ne. Zdaj, a je to svet, v katerem se živimo živeti? Ne vem. Sprašujem se tudi, ali lahko pristajamo na dejstvo, da je čezdalje več akterjev, ki niso države, ki pa imajo pravzaprav v svoji posesti silo, orožje, ki je večja od kakšne sile države. Ne. Prej sem omenil Hezbolah, ne, v Libanonu. Ne. Hezbolah je milica, ki ima rakete daljnega dosega. Ne. Ne, in tukaj Izrael se tega zelo boji. Ne. Zdaj pa se tam malce otipavajo. Ne. Rakete res, da Hezbolah vsake kvadre spusti na Izrael. To so rakete tam nekje krajšega dosega. Ne. Kaj pa, če iz te hrana pride, dajte uporabljati še vne malo večje, ki smo vam dostavili lani, ne vem kdaj. Ne. Skratka, zdaj, pravim, časi so bili enostavni, ne. Sila je razpolagal pač država, ne, če lahko država, koliko je toliko normalna, odgovorna, z odgovornim vodstvom smo nekako vedeli, ne, v kakšnih okvirih se to giblje, ne, ko pa imamo razne teroristične skupine in razne milice, ne, pa se ne ve, kako se bo to končalo, zelo bojim se, da se ne bo končalo dobro. Ne. Zdaj, počasi se bom nekako prevesil proti koncu, ne, kakšna je navada, ne, da govorci niso predolgi, oziroma da koncentracija ne prepusti. Jaz prosim še zadnjih 10 minut, ne, mogoče 15. Torej, zdaj se nekako vračam ali pa skušam skoncentrirati na tem, kako pa zdaj iz tega. Ne. Zdaj, trdno verjamem, da je liberalni mednarodni red ustrezno posodobljen, sploh določene spremembe so potrebne, ampak v osnovi bi ga pa veljalo ohraniti. Ne. In tukaj Evropska unija ali pa njene članice lahko odigrajo pomembno vlogo. Ne. Zdaj, kako bo z volitvami v ZDA prihodnje leto, če bo Trump prišel, potem bo Evropa v tem, bi rekel, precej osamljena, pri ohranjanju, bi rekel, obstoječega reda. Ampak mislim pa, da lahko odigra po določenih pogojih, seveda, da ima bolj enaka, kot je bilo do zdaj, veliko vlogo z vojaško, ekonomsko pomočjo Ukrajine, da se obrani pred agresijo, ker če se bo agresija Putina izplačala, se bo izplačala mogoče kakšnemu drugemu, se bo mogoče Putin izplačala še čez mogoče 2-3 leta, ne več proti Ukrajini, ampak proti kakšni drugi državi. Skratka, s pomočjo Ukrajine, da se obrani agresije, s pomočjo z napori, da se pač oblikuje ena palestinska država, ne, na drugi strani, če dam pač dva konkretna primera. Namreč zakaj? Ker s tem pravzaprav branimo vrednote, na katerih ta povojna Evropa, ta Evropska unija, Italija, Slovenija, ne, Nemčija, na tem počivamo, ne, na teh vrednotah. Ne. In konec koncev ta obstoječi red je kljub svojim pomanjkljivostim, med drugim vendarle preprečil spopad med velikimi silami. Ne. Milijonov ljudi v svetu je vendarle pomagalo, da so se skopali iz revščine, ne še vsi, ne. Ampak vendarle napredek je bil, nekaj ima ta sistem za pokazati. Ne. Zdaj seveda, da se ohrani, bi bilo treba to ohranitev in dopolnitev, poskusiti pritegniti dvomljivce, še posebej Kitajsko. Ne. Jaz mislim, da Kitajske ne bi smeli izolirati, ampak jo poskušati prepričati, da lahko svoje ambicije razvoja doseže v okviru obstoječih norm. Ne. Recimo, predpostavljam, da si Kitajska najbolj želi miru, stabilnosti. Ne.
konec koncev ima tam milijarda še nekaj ljudi, ki jih je treba nahraniti in najdeti službo in šolati in tako naprej, ne. Torej, da je zainteresirana za razvoj. Poleg tega pa to zdaj v tem sistemu doživela en ogromen preskok, ne, iz ene države tretjega sveta je postala druga sila na svetu, ne, to ne boš Kitajci tudi konec koncev morajo videti, ne. In neke, rekel, znake v to smer vidim v dejstvu, da recimo pred kratkim je Kitajska dala vedeti, da bi se lahko vendarle vključila v ta pogajanja o strateški omejitvi nadzora nad strateškim jedrskim orožjem. Do zdaj ni hotela slišati nič o tem. To je stvar Rusije in pa ZDA, mi pa pusti nas pri mah, da se mi razvijamo in ko bomo prišli na vaš nivo, potem se lahko kaj pogovarjamo. In zdaj Kitajska je pokazala, da ni bila pripravljena priti zraven, ne. Pred parimi dnevi v San Franciscu, ne, sta se dva predsednika, to nismo nekako zasledili, jaz pa vem, pač nekako ostalo to ozadje pomembno, so se zmenila, da bo ta ZDA in Kitajska vendarle začele spet sodelovati, kar se tiče boja proti podnebnim spremembam, ker so ugotovili, da pravzaprav te podnebne spremembe škodujejo praktično vsem, ne, in če pač vsi, ali pa najbolj večji vzdrževalci ne bodo zraven, potem bo to boj izgubljen naprej, ne. In enako, ko se te pritegnitve tiče, velja za države v razvoju tega globalnega juga, ne. Marsikakšna država je nekako frustrirana, ne, čuti se marginalizirano, da ni zraven, ko se sprejema odločitve o boju proti covidu ali pa kar se podnebnih sprememb tiče, da se premalo upoštevajo njihovi interesi. Skratka, treba bi jih bilo pritegniti. Pritegniti seveda tudi za določene spremembe, konkretno spremembe znotraj OZN, znotraj Varnostnega sveta OZN, ne. Varnostni svet je bil pač formuliran na podlagi situacije 45. leta, ne, zmagovitih sil po drugi svetovni vojni, ne. Danes seveda imamo gospodarsko razvite, močne, vplivne države, ki pač so odrinjene, ki se jih ne sliši dovolj, ali pa same mislijo in mislim, da pravično, da so nekako premalo upoštevane, ne. Skratka, hočem reči, ne, da pač določenim kompromisom se te osnovalci tega sistema, v glavnem pač Zahod, ne bodo mogli izogniti, ne. Svet je danes drugačen, ne, kot je bil pred desetletji. DNK današnjega sveta ni takšen, kot je bil 20, 30, 40 let nazaj, ne. V državah sveta obstajajo, če nam je to všeč ali ne, različne politične, družbene ureditve, ne. In treba je narediti poskus, da se najde en modus vivendi, en način, bi človek rekel, sožitja, ne, živetja, življenja skupaj na tem planetu, ne. Kitajski, sem že prej rekel, potreba naš priznati, da je pač danes je druga sila na svetu, brez nje boja proti podnebnim spremembam ni. Omejitev jedrskega oboroževanja ga ni, ne. In še vrsta drugih stvari ni, enostavno je premočen faktor, ne. Ne samo ona, ne, pač ona kot tak očiten primer, ne. So še druge države, brez katerih svetovnih problemov, varnostnih, ekonomskih, socialnih, ni močno reševati. Omenil sem podnebne spremembe, varstvo okolja, tukaj je pandemije, dokončna odprava revščine, migracije, ne. Migracije ne morejo rešiti ne samo Amerika, ne samo Evropska unija, ne. Umetno inteligenco, ne. Umetno inteligenco, ki postaja tako nevarna kot jedrska bomba, ne, lahko pravzaprav ukroti le en dogovor na globalni ravni, ne. In seveda Zahod, ne, če hoče izpasti kredibilen, če hoče pritegniti druge v spoštovanju teh pravil, bo moral sam biti veliko bolj dosleden pri njihovem spoštovanju kot do sedaj, ne. Če se na konec vrnem zdaj še zelo aktualni vojni Hamas-Izrael, ne. Vem, da je v okviru vaših večerov ali pa po enem teh večerov bilo neki diskusije, polemike in tako naprej. Strinjam se, ne. Gre za eno izredno
pomembno stvar. Ta vojna pravzaprav je sestavni del, dopolnjuje proces, ki je začel Putin. Ta vojna odslikava to nestabilnost v svetu, to nevarnost današnjega sveta, to šibkost trenutnega svetovnega reda. Pred parimi dnevi je Abdullah Gül, to je nekdanji predsednik Turčije, se ob tej vojni sprašuje, če ga citiram prav, ali smo še resnično zavezani v ohranitvi na pravilih temelječega globalnega reda, ki počiva na skupnih vrednotah, ali pa smo se že sprijaznili z fragmentiranim, razbitim in povsem polariziranim svetom, v katerem dosedanje vrednote praktično nima menega pomena več. Jaz sem mednarodni pravnik in naj omenim ob tej vojni, da se tukaj je ponovilo eklatantno nespoštovanje ustanovne listine OZN, kar se tiče načina reševanja sporov, uporabe sile in tako naprej. In če sem še malo bolj konkreten, kar se tiče nespoštovanja, to pač vidimo na televizijah, tele dneve, tega mednarodnega humanitarnega prava, to je pravo vojne. Čeprav vojna uporaba sile, pa vsaka vojna ne bi imela v enem takšnem svetu, kot je pač zadnjih 100 let, ali pa zadnjih 70 let, ena pravila igre, da se vendarle tisto nepotrebno trpljenje, mučenje, če že moraš nasprotnika uničiti, da ga pač uničiš na en tak čim manj, ne vem, če predstavljam izraz, civiliziran način, najbrž ni, ampak na tak način, da je ta trpljenje čim manjše. Torej, kot mednarodni pravnik lahko samo ponovim, poleg te eklatantne kršitve pač OZN ustanovne listine, tudi ženevskih konvencij tega vojnega prava, ali pa rimskega statuta mednarodnega kazenskega sodišča. Če začnem s tem pokolom, ugrabitvijo judovskega življa v kibucih 7. oktobra, pa do zdaj tehle vojaških operacij Izraela, ko se vendarle postavlja vprašanje, ali je šlo pri teh operacijah vedno za spoštovanje teh osnovnih načel humanitarnega vojnega prava, razlikovanje med civilisti in pa vojaki, civiliste se načeloma ne napada, potem previdnostnega načela, da se pač, previdnostnega načela in pa načela sorazmernosti, oba da sta približno ista, da se pravzaprav en vojaški cilj doseže s čim, če se že mora nekako žrtvovati civiliste, da se ta cilj doseže s čim manjšimi civilnimi žrtvami, ta sorazmernost pri vodenju vojaških operacij. Nisem prepričan, ali temu cilju Izrael vedno sledi, čeprav moram priznati, zadeva ni tako enostavna. Tisti moment, ko se pač oborožen nasprotnik infiltrirajo v bolnico, v šolo, cerkev, mošejo in tako naprej in v tem napada, postaja to v nekem smislu povsem legitimen vojaški cilj. In seveda v enem takšnem okolju, kot je Gaza, na enem mehkem območju 2 milijona ljudi, so pač te civilne žrtve, koliko so tragične, skoraj nujne, težko se vzhoditi zelo braniti. No, da zdaj pridem na tere svoje zaključke glede tudi, kar se tega spopada tiče. Jaz mislim, da bom, ne samo spopada, preko tega spopada se to odseva na obstoječi ta red, ki ga recimo Zahod zagovarja. Torej, Zahod bo moral izredno paziti, kako bo odigral svojo vlogo pri iskanju te dolgoročne, trajne rešitve bližnjevzhodnega problema, včasih smo rekli, materja vseh kriz. Pomembna so tako dejanja, kaj bo dejansko počel na terenu, kot tudi kako bo to predstavil svetovni javnosti. Jaz moram reči, da učeno se temu reče strateško komuniciranje, sta tukaj Rusija in Kitajska po mojem veliko bolj uspešnejši od ZDA pa od Zahoda.
Poglejte, če na primeru globalnega juga pa Rusije. Ne. Globalni jug, zahvaljujoč seveda ruski propagandi, ne, je precej nastrojen zoper zahodne države. V nekem smislu bi seveda upravičeno šlo je za kolonizatorje, ne. Res, da se zdaj nekako skušajo stvari malce popraviti ali pa se vodijo na drugačno politiko, ne. Ampak tega kolonializma nobena svetovna jugu ne očita Rusiji. Rusija je kolonialna sila, ni šla v Afriko, ne. Šla v centralno Azijo, šla je v vzhodno Evropo, danes je v Ukrajini, ne, kot kolonialna sila in tako naprej. Ampak tega nekako jug nekako ne omenja, ne. Svetovni jug omenja kršitev ali pa dvojne standarde Zahoda, kar se tiče človekovih pravic. Palestincev recimo, ne. To je upravičeno, ne. Nihče pa ne očita kršenja človekovih pravic, ali pa zelo redko, Kitajski. Pa vemo, da tudi Ujguri na Kitajskem, kjer se vrši genocid, ne, so muslimani. Ampak muslimanske države nekako na to pozabljajo. Tukaj je pa Tibet, ne, ki je pravzaprav absorbiran z leti še nekaj časa v Kitajsko. Potem Hongkong, ne. Kitajska se je pred leti dogovorila z bivšo kolonialno silo, ne, Združenim kraljestvom Anglijo, Veliko Britanijo, ne, da bo še par desetletij po tistem, ko se Angleži umaknejo, na Hongkongu pravzaprav obstoječi, recimo kapitalistični ali nekakšen tržno gospodarstvo in tako naprej. Enostavno so poželjeli to besedo, ne. Ampak zopet se na to nekako pozablja, ne. Tukaj bi omenil nekega Li Changchuna, on je bil vodja svoj čas propagande kitajske komunistične stranke. On je rekel takole: kultura tiste države, ki ima najmočnejše komunikacijske zmogljivosti, beri propagando, ne, se bo širila daleč in široko. In ta država bo najprimernejša v svetu, ne. Hočem reči, ne, neki so dejanja, tudi če ti eno dejanje dobro storiš, pa če ga ne prodaš ustrezno, ne, če ne dokažeš preostalemu svetu, da se to dejansko zgodilo, ne, da dejansko je temu tako, si upravil samo pol posla, oziroma ali pa nič, ne. Zdaj, silo, ne, kot si predstavljajo ekstremisti zdaj na palestinski strani, zdaj ekstremisti na izraelski strani, ne. Silo najbrž se kaj dosti doseči ne bo dal, ne. Saj so Izraelci pa Palestinci so tako, ne vem, kateri krog so že odtekli od leta 48 naprej, ne. Ta Ringelšpil po domače se skozi nekaj vrti, ampak po vsakem tem je nekaj 10.000 ljudi manj pri življenju, ne. Torej, ne bo šlo, ne. In Zahod, ki po eni strani upravično obsoja početje Hamasa, ne. Tisto je dejansko bil terorizem, ne. Moram reči, in to štejem pa v dobro, mimogrede, toliko znam italijansko, da lahko spremljam raj poročila, ne. In pa gledam, ali kaj poročajo angleško govoreči mediji, pa nas doma v Sloveniji, ne. In moram reči, ko sem gledal to poročanje raja, je bilo precej bolj poglobljeno in bi se upal trditi objektivno, no. Na slovenski televiziji nismo videli, dobro, se je zabrisali malo podobo, ne, teh pokolov otrok, dojenčkov, ne, v zibkah, ne. To je dejansko res terorizem v najslabšem pomenu besede, ne. In upravično je treba to obsoditi, ne, in tako naprej, ne. Ampak pa po drugi strani, ne, pa bo moral ta Zahod bolje prisluhniti upravičenim zahtevam Palestincev po enakopravnejšem položaju oziroma samoodločbi, ne.
Dejal sem, da samoodločba je ena od temeljnih načel obstoječega mednarodnega liberalnega sistema. Ne? Izkoristili so ga leta 1948 Judje, pa smo ga mi Slovenci 91, ja, z isto pravico, tudi Palestinci. Ne? In se mi zdi, da Zahod, Evropska unija, Italija, Slovenija, ne, se moramo pač odločno postaviti na stran mirnega reševanja tega problema, dialoga, ne, političnega procesa, ne, kako priti do teh dveh držav. Ne. In pristajati na nadaljnjo nelegalno izraelsko okupacijo, na mizerno stanje palestinskega življenja oziroma njihovih človekovih pravic, praktično nekaj vrste apartheid je že tam. Jaz moram reči, da to govorim pa iz osebnih izkušenj. Jaz sem šel pred leti v Izrael, v sveto deželo, Palestino, ne. In sem dejansko iz prve roke videl, ne, kako je ta odnos vse kritike vreden. In sem si rekel, vraga, pa se ste ja dali drugo svetovno vojno skozi, kaj vam je Hitler naredil, to ne zdaj nekako ne, se izživljate nad temi Palestinci. S tem, da nočem reči, da Palestinci nimajo grehov. Ne. Palestinci so leta 1948 zavrnili to državo, vse Mozem je ponudila, ne. So zavrnili. Praktično 20-25 let nazaj o palestinski državi, ki dosti bilo sploh govora. Ne. Palestina oziroma izraelsko ozemlje so si hoteli razdeliti med sabo arabske države. Zato tudi tiste vojne 48, pa 67, pa 73 in tako naprej. Ne. Ampak, gledajte, živelj, če ima judovski živelj na tem območju pravico do lastne države, ga ima tudi arabski. Ne. Tako da ne gre pristajati na nelegalno širjenje judovskih naselij na Zahodnem bregu ali pa nadaljnje razseljevanje tega palestinskega življenja. Nekateri ekstremni Izraelci bi radi počistili pač to Gazo, ne, in Palestinci iz Gaze poslali Egipt, ne, iz Zahodnega brega pa v Jordanijo in tako naprej. Ne. Skratka, Zahod se bo moral tukaj res trezno postaviti, tudi sebe upriti, ne samo Palestincev pa Izraelcev upriti, tudi sebe upriti. Če bo na svetovnem jugu prevladalo prepričanje, da je življenje Izraelca več vredno kot življenje Palestinca, ne, je ta mednarodni liberalni red vpliv. V teh državah globalnega juga, ne, pa če sem preštejemo še pač tele druge, bi rekel, države, ki niso nekako navdušene nad tem liberalnim zahodnim ali pa našim načinom življenja in tako naprej, liberalnim demokratičnim redom, to je več kot polovica človeštva, ne, ki ima problem. In ga bomo, če pa se Zahod ne bo ustrezno odigral svoje vloge tukaj. Ne. Tvega se, in tukaj bom pač citiral še enega, sicer ta ime ne meni vam nič ne pomeni, ampak en profesor Sultan Barakat iz Doha instituta v Katarju, ne, je pred parimi dnevi izjavil, ne, če pač Zahod zdaj ne bo dokazal, da so pač življenja Palestincev enaka življenju Izraelcev, ne, je to zadnji žebelj v krsto liberalnega mednarodnega reda in veliko darilo, ne, tem največjim nasprotnikom v Rusiji in pa Kitajski. No, zdaj bom pa res zaključil. Torej, ob nujnih dopolnitvah je po mojem vendarle potrebno ohraniti osnovne značilnosti, torej odločno obraniti osnovna načela mednarodnega liberalnega reda. Stvar še ni izgubljena. Ne? Glede, večina prebivalcev v svetu še vedno nekako skuša priti v Evropo, v Ameriko. Ne? Skuša priti v ta del sveta, da bi se ta liberalni red spoštoval, ali pa saj bolj spoštoval kot kaj druge. Ne? Ta magnet, ta soft power, ta blaga moč, ne, Zahoda je še zmerno tukaj prisotna. Ampak, če ne bomo pazili, če ne bomo dovolj aktivni, se nam pač
zgodi, da bo ta obstoječi red nadomestil drugi. Ne nujno boljši, ne. Še verjetnejše ga bo nadomestila nered ali pa kaos. Zdaj, kako je zapisal ameriški zgodovinar in zunanji politični komentator Robert Kagan, je mednarodni liberalni red kot vrt, ki potrebuje stalno nego. Drugače ga bo prerasla džungla in manj potegnila vse nas. Hvala lepa.